Poslušate Triglav skladi Stockcast. Danes sva z vami Matjaž Pogorevc, sem investicijski analitik. Klara Repnik, delam na področju financ. Danes je naš gost kar naš lastni voditelj, Aleksander Gutira. Aleksander je upravljalec investicijskih skladov, upravlja 2 sklada in to sta Triglav Aktivni in Triglav Azija. Pozdravljen, Aleksander. Lepo, da si danes z nami. Aleksander, pozdravljen. Zdravo. Lepo je biti gost. Tako da za spremembo sem danes v drugačni vlogi in se veselim. Besedna zveza Azijski tigri se nanaša na gospodarstva Južne Koreje, Singapurja, Tajvana in Hongkonga. To so gospodarstva, ki so doživela hitro industrializacijo in uspela ohraniti izjemno visoke stopnje rasti. Več kot 7% na leto, med letoma 1960 in 1990, na prelomu 21. stoletja pa so dosegla status gospodarstva z visokim dohodkom in se specializirala na področjih konkurenčnih prednosti. Singapur in Hongkong sta vodilna na področju mednarodnih financ, Tajvan in Južna Koreja pa sta vodilni v proizvodnji elektronskih naprav in komponent. Uspeh teh držav je postal vzor za države v razvoju v jugovzhodni Aziji, ki so jih poimenovali gospodarstva tigrov. V letu 2021 so ta gospodarstva, v katerih živi 88 milijonov ljudi in predstavljajo okoli 1% celotnega svetovnega prebivalstva, ustvarila okoli 3,5% svetovnega BDP-ja. Aleksander, kaj je bil recept za uspeh? Kako jim je to uspelo? Ključni razlog seveda prihaja iz naslova izjemnega razvoja na področju informacijske tehnologije, ki smo ga videli v zadnjih desetletjih. Tako Južna Koreja kot tudi Tajvan sta izjemno močna na tem področju. Mogoče marsikdo ne ve, ampak ravno na Tajvanu se nahaja najbolj napredno podjetje na področju proizvodnje polprevodnikov. Podjetje, ki pa je najbližji konkurent, pa se nahaja v Južni Koreji. Tako da ključni razlog je razvoj informacijske tehnologije s poudarkom na razvoju polprevodnikov. Po drugi strani pa razvoj na področju finančnih storitev, finančnega posredovanja. Tukaj mislim predvsem na Hongkong in Singapur. Tako v Hongkongu kot tudi v Singapurju je segment finančnih storitev zelo, zelo razvit. Če pogledamo na primer strukturo indeksa podjetij oziroma delnic podjetij iz Hongkonga, potem vidimo, da finančna podjetja predstavlja 50%, v Singapurju je delež blizu 50%, v bistvu pravzaprav v Hongkongu je 49%, v Singapurju pa 51%. Tako da izjemno močne podjetje, izjemno močne banke, izjemno močne zavarovalnice, ki usmerjajo razvoj na tem področju. Ne samo v azijski regiji, ampak tudi širše gledano, globalno gledano. Tako da par podjetij, ki so postali res prvaki na svojem področju in to svetovnem merilu. Ravno Singapur in Hongkong imata kolonialno zgodovino. Pri obeh je bil prisoten britanski imperij. Ali sta bila že v preteklosti središča, skozi katera so se lahko izpostavljala evropska gospodarstva? Ja, vsekakor. Še posebej Hongkong, že takrat, v času, ko je bil Hongkong del britanskega imperija. Hongkong je bil del tega imperija od leta 1841 do leta 1997, torej 156 let. Že v tem času je Hongkong bil finančno središče, vsaj kar se tiče Azije, in ta primat, ta položaj, ki ga Hongkong še vedno ohranja na področju financ, izhaja ravno iz te zgodovine, ravno iz tega razvoja, ravno iz teh iniciativ, aktivnosti, ki so jih izvajali Angleži s ciljem, da se zgradi močno finančno središče v tej regiji. Zraven pa se nahaja seveda Kitajska.
zraven, relativno blizu se nahaja Indija, tako da te težnje po razvoju Hongkonga in tudi Singapurja, ki je strateško gledano izjemno dobro pozicionirana država, ta razvoj, te težnje, te investicije, ki so prihajale s strani Velike Britanije, so razumljive in v veliki meri so temelj tega, kar mi zdaj imamo v Hongkongu in Singapurju. Torej imamo 2 finančne središči, 2 ozemlji z izjemno visokim življenjskim standardom, tako da ne moremo ločiti preteklosti od sedanjosti in v veliki meri tudi od prihodnosti. S kakšnimi težavami pa se srečujejo azijski tigri, če razmišljamo po posameznih gospodarstvih? Če gledamo recimo na Južno Korejo, če obstaja Južna Koreja, je nekako pričakovano, da obstaja tudi Severna Koreja. In ravno to je velik problem, s katerim se srečuje Južna Koreja. Geopolitična nestabilnost, verjetnost vojne, ki nikdar ni nič. To seveda vpliva tako na razvoj države, kot tudi na počutje prebivalcev Južne Koreje, kot tudi na pripravljenost tujih investitorjev investirati v to državo. Torej, ta vidik je vedno prisoten. To je tveganje. Po drugi strani tveganje predstavlja staranje prebivalstva. Mi smo že enkrat govorili o tem, ena od epizod našega podcasta. Južna Koreja, oziroma prebivalstvo Južne Koreje se stara, to je tudi problem. Po drugi strani pa problem predstavlja pomanjkanje pripravljenosti spodbujati priseljevanje. Če pogledamo Tajvan, težave predstavljajo geopolitične tveganja, ki prihajajo iz naslova odnosov s Kitajsko. Tajvan ni država, Tajvan je del kitajskega ozemlja, ampak prebivalci Tajvana, tajvanske oblasti vidijo situacijo nekoliko drugače in to vsekakor predstavlja vir raznih nesporazumov in različne retorike, ki mogoče ni najbolj optimalna za odnose, pa tudi za razvoj. Pač njihova trenutna demokratska progresivna stranka je zelo napredna v definiciji, kaj je Tajvan. In pravijo, da oni ne rabijo referenduma, ne, da bi se odločili, da ne bojo del Kitajske. Oni pravijo, da oni pač so Tajvan in niso del Kitajske. Na drugi strani imamo pa še eno partijo, ne, ki je pa Kuomintang. Oni pa hočejo videti svojo zastavo Tajvana pa celi Kitajski, lih obratno. Ne. Imajo pa nekaj, kar se imenuje silikonski ščit, ne, Aleksander? Ja, kot sem že omenil, Tajvan je ena od vodilnih držav na področju razvoja in predvsem napredne proizvodnje oziroma proizvodnje naprednih polprevodnikov. To je prednost, po drugi strani pa je to tudi tveganje. Polprevodniki so ključna surovina v 21. stoletju. Brez tega ne moremo govoriti o razvoju naprednih tehnologij in države, ki imajo dostop do polprevodnikov, se lahko razvijajo, lahko investirajo v inovacije in na drugi strani pa so države, ki so v drugačni situaciji in nimajo dostopa. In Kitajska, čeprav se v zadnjih desetletjih močno trudi, da bi zgradila to infrastrukturo, to znanje na področju razvoja in proizvodnje polprevodnikov, ne glede na vse te poskuse, ne glede na vse investicije, nekako jim ni uspelo. In čeprav imajo svoje proizvodne obrate, ampak te obrate še niso tako napredne. In za dostop do določenih polprevodnikov nujno potrebujejo Tajvan ali pa Južno Korejo. In tukaj pa prihaja do
teh nekoliko poslabšanih v zadnjih letih odnosov med Kitajsko in ZDA, tudi Kitajsko in Evropo. In v zadnjem času, v zadnjih letih smo priča omejevanju na področju uvoza, tehnologije, strojev za proizvodnjo polprevodnikov, tudi omejevanju izvoza na Kitajsko najbolj naprednih polprevodnikov. In Kitajska se nahaja v zelo problematični situaciji. Zelo blizu pa se nahaja Tajvan, kjer je odsirano podjetje Taiwan Semiconductor. To je ravno to podjetje, ki sem ga prej omenil, ki je najbolj uspešno na področju proizvodnje polprevodnikov. In pravzaprav od tega podjetja so odvisna vsa podjetja, ki so tako ali drugače aktivne na področju uporabe polprevodnikov ali razvoja. No, da ne bojo polprevodniki tako velika neznanka, bi lahko mogoče povedal, v katerih potrošniških dobrinah opazimo lahko tajvanske polprevodnike, od katerih podjetij, naprimer? Jaz pravzaprav razmišljam o drugem vprašanju, katera podjetja pa proizvajajo napredno tehnologijo, pa ne sodelujejo s Taiwan Semiconductor, ker Taiwan Semiconductor je partner za vse večje proizvajalce, tako potrošniške elektronike, torej govorim tukaj o Apple, o iPhonih, govorim tukaj o grafičnih karticah, ki jih proizvajata podjetje Nvidia, pa tudi AMD. To podjetje, Taiwan Semiconductor, je partner tudi za proizvajalce avtomobilov. Avtomobili v 21. stoletju. Težko si predstavljamo to industrijo brez polprevodnikov. In Taiwan Semiconductor je eden od partnerjev. Sicer je treba imeti v mislih, da za avtomobilsko industrijo so potrebne nekoliko manj napredne polprevodnike in Taiwan Semiconductor pa je v določeni meri še vedno specializiran za najbolj napredne polprevodnike. Drugače pa mobitele, računalniki, serverji, no, zraven pa se vedno pojavlja Taiwan Semiconductor. Južna Koreja in Tajvan sta si kar podobni gospodarstvi, glede na to, kar si povedal. Ja, res je, ja. Torej, IT segment, informacijska tehnologija, sicer ta odvisnost od enega segmenta je še najbolj opazna v primeru Tajvana. Torej spet, če se vrnemo na strukturo delniškega indeksa kot odraz ene strukture gospodarstva, čeprav tukaj gledamo izključno podjetje, ki kotira na borzi in še to največje podjetje. No, če pogledamo strukturo delniškega indeksa MSCI Taiwan, potem je delež podjetij, ki prihaja z področja informacijske tehnologije 68%. Torej, razumljivo je, da je izjemno veliko odvisnosti tega segmenta. V Južni Koreji je pa delež takih podjetij 45%. Torej seveda govorimo o indeksu MSCI Koreje. Razlika pa mogoče prihaja iz tega naslova, da ko govorimo o Tajvanu, govorimo tudi o relativno dobro razvitem področju financ. Torej, finančno posredništvo je relativno dobro razvito v Tajvanu. Torej, banke, tudi zavarovalnice so prisotne. Ko pa govorimo o Južni Koreji, poleg financ, moramo omeniti tudi... Poleg tehnologije. Ne, poleg financ, ki je tudi močan segment. Strukture indeksa MSCI Koreje finance predstavlja skoraj 10%. Pomembnost financ je nekoliko večja v primeru Tajvana, 15%, ampak tudi v primeru Južne Koreje 10%. Ampak zraven pa se pojavlja še segment industrije, to je industrijska podjetja. Tukaj mi govorimo o proizvajalcih ladij, o
proizvajalcih različnih gradbenih strojev, recimo Doosan Bobcat, to je južnokorejsko podjetje. Tudi seveda o proizvajalcu različne opreme za letala. To je en segment, ki je relativno dobro razvit. Posebnost Južne Koreje je ta, da poleg teh dveh omenjenih segmentov, to je industrija in finance, sta dobro razvita še segment surovine in materiali ter predelovalne industrije. Torej tukaj govorimo o različnih kemijskih podjetjih, predvsem kemijska podjetja so močna. In seveda proizvajalci trajnih potrošnih dobrin. Mi vsi poznamo Hyundai Motor, Kia, LG Electronics in to so korejska podjetja. Tako da sta Koreja in Tajvan res zelo, zelo podobna, ampak korejsko gospodarstvo je še vedno nekoliko bolj diverzificirano. Je res močno odvisno od enega segmenta, ampak še vedno so podjetje relativno močna, relativno velika, prihaja iz drugih segmentov. V primeru Tajvana pa tukaj Taiwan Semiconductor je tako velik, tako močan, da izkrivlja celotno strukturo in usmerja razvoj celotnega gospodarstva. No, pa če se pomaknemo potem v Hongkong, kakšnimi problemi se pa Hongkong na primer srečuje? Hongkong se srečuje s to težavo, s to problematiko, da je drugačen od Kitajske. Da več let se je ohranjal sistem, ki so ga razvijali Angleži v Hongkongu, medtem ko se je na Kitajskem razvijal nekoliko drugačen sistem, oziroma popolnoma drugačen sistem. In to je v določeni fazi začelo predstavljati izziv za kitajske oblasti. In ukrepi, ki so bile sprejete, niso bile sprejete z razumevanjem strani prebivalcev Hongkonga. Tako da v prejšnjih letih smo videli nemiri. In pozicija Hongkonga se spreminja. In vprašanje, kako bo izgledal Hongkong prihodnje, a bo to še vedno finančno središče, ali pa bo to en del Kitajske, ki se razlikuje od celotnega ozemlja Kitajske, ampak spet ne tako močno. Torej, a se bodo ta podjetja, ki so prisotna v Hongkongu, ki so res močna, a se bodo ta podjetja premestila nekam drugam, torej na Kitajsko, ali pa bodo zaradi konkurenčnih pritiskov izgubili svoj položaj, to bomo še videli. Ampak ja, ključen problem predstavlja ta drugačnost z vidika razmišljanja, drugačnost z vidika zakonodaje, drugačnost z vidika znanja jezikov, na primer. Veliko prebivalcev Hongkonga govori angleško. Razlika je najbolj opazna, ko stopiš na ozemlje Hongkonga in vidiš, da je smer vožnje oziroma smer gibanja avtomobilov drugačna. Z leti se bo situacija spreminjala in z leti bo Hongkong vse bolj in bolj, vse več in več podoben kitajskim mestom. Zraven Hongkonga se nahaja še eno zanimivo mesto, ki je bilo tudi pod tujim nadzorom do leta 1999 pod Portugalsko, Makao. In zakaj Makao ne gledamo kot azijski tiger? Makao je močno mesto z vidika industrije iger, torej govorim tukaj o kazinojih. Ta segment je razvit Makao. Ampak poleg tega pa ostale industrije, ostale segmente gospodarstva se nekako niso razvili, kar pa je bila verjetno zavestna odločitev vodstva Makao. Torej oni so se specializirali, kar pa je tudi razumljivo po eni strani. Blizu se nahaja Hongkong in ali je sploh smiselno tekmovati, konkurirati
področju, kjer že obstaja tako močan igralec, ki ima več 100 let zgodovine, torej govorimo o zgodovini v času, ko je bil Hongkong del britanskega imperija, pa tudi v zadnjih 25 letih, ko se je finančni sistem še vedno razvijal. Makao pa niti nima take zgodovine. In težko je graditi od začetka, težko je konkurirati. Tako da, ja, Makao je v določeni meri žrtev uspeha Hongkonga. Pa po drugi strani je žrtev, oziroma po drugi strani pa je rezultat zavestne odločitve vodstva, ki pa je, moram priznati, da je racionalna odločitev. Če pogledamo še zadnjega tigra, Singapur, me zanima, kakšne so tam investicijske priložnosti, tveganja? Zakaj je Singapurju uspelo ohraniti vodilni položaj v regiji? Singapur je znal izkoristiti svoj položaj, geografski položaj in na tem relativno majhnem ozemlju se je razvila ena država, ki ima izjemno visok življenjski standard, ki ima razvit segment finančnega posredovanja, finančnih storitev. Torej, ta segment predstavlja polovico strukture delniškega indeksa MSCI Singapur. Tukaj govorimo predvsem o bankah. Torej, prebivalci Azije zelo dobro poznajo banke, kot so DBS, Overseas Chinese Banking, United Overseas. In to so velike banke, ki v določenih segmentih usmerjajo razvoj, vsaj kar se tiče te regije, še posebej DBS je zelo zanimiva banka, ki je prisotna tudi na področju fintech tehnologije, ki se je zelo močno razvila v zadnjih letih. In ta segment finančnega posredovanja je izjemno pomemben za Singapur. Če pa dodamo temu še vidik omejene površine, torej Singapur je relativno majhna država, pa dodamo strateško pozicijo z vidika prevoza tovora, torej govorimo o tovorniških ladjah, pridemo do tega, da ni nepričakovano, ni presenetljivo, da je v Singapurju zelo močan razvit segment nepremičninskih podjetij, torej podjetja, ki razvijajo in oddajo najem nepremičninske objekte. Ta segment je zelo močan. Pravzaprav ta segment je močan tudi v Hongkongu, tako da z tega vidika so podobnosti. Poleg teh segmentov v Singapurju obstaja še relativno dobro razvit segment industrije, ampak tukaj govorimo o podjetju Singapore Airlines, torej vsi poznamo, to je letalska družba, ena od najboljših na svetu in letalski prevozniki spadajo v segment industrials, oziroma spadajo med industrijska podjetja. Tako da tukaj ne govorimo o podjetjih, ki imajo tovarne, o klasični industriji. V to skupino spada tudi podjetje Grab, ki je visokotehnološko podjetje, ampak ponuja storitve tudi na področju oddaje v najem avtomobil oziroma deljene vožnje. Imamo tudi Keppel, to je zanimivo podjetje, mogoče ni tako poznano izven Singapurja, ampak to podjetje, ki razvija različne infrastrukturne projekte, gradbene projekte in aktivno tudi na področju energetike. Tako da, če bi moral izpostaviti par dejavnikov, zakaj je Singapur postal tako uspešen, bi izpostavil geografski položaj, strateško pomemben geografski položaj, razvit
finančni sistem, pa seveda ne moremo mimo tega, da Singapur je poseben z vidika razvoja javne uprave. In javna uprava v Singapurju je zelo, zelo učinkovita. Plače so izjemno visoke, ampak tudi pričakovanja so visoka. In v Singapurju se je razvil zelo, zelo učinkovit sistem javne uprave, ki seveda spodbuja razvoj na drugih področjih oziroma ne omejuje in pomaga. In ta vidik je zelo pomemben. Lažje investirati, lažje razvijati v okolju, kjer so znana pravila, kjer je na prvem mestu zakon, kjer veš, kaj lahko pričakuješ od uradnikov in veš, da je njihov cilj, da tebi pomagajo. In to je zelo, zelo prisotno v Singapurju. Z vidika borbe s korupcijo je to država, ki se nahaja na samem vrhu. In če govorimo o okolju, ki spodbuja razvoj, ravno to je uspelo zgraditi Singapurju. Tako da 3 dejavnike. Mogoče si še enega pozabil. Singapur je tudi ena od držav, kjer je tudi v Hongkongu sicer pač je angleščina uraden jezik in Singapur se še bolj zaveda, kot ostale države, pomembnosti migracij in privabljanja talentov in aktivno dela na tem, da privabi talente. In zaradi tega nekako potem dosegajo neko stopnjo raznolikosti v družbi, ki je mogoče v Hongkongu, Tajvanu pa Južni Koreji ne dosegajo. Imajo tudi veliko migrantskih delavcev, ki pridejo sezonsko, ali pridejo iz Malezije, pridejo iz Indije. Potem pa probajo privabljati še iz razvitega sveta specialiste in se opaz v Singapurju, da je kar veliko vplivov različnih kultur. Ja, mogoče še en zelo zanimiv primer, kako so migranti, kako so prebivalci Singapurja, ki so se rodili drugje, prispevali k razvoju te države, je primer podjetja SEA. To je visokotehnološko singapursko podjetje, aktivno na področju računalniških iger oziroma mobilnih iger, aktivno na področju spletne trgovine in tudi na področju finančne tehnologije oziroma finteka. Tako da z določenih vidikov je to konkurent Amazona, konkurent Alibabe, v določenih segmentih tudi konkurent Tencenta, konkurira tudi proti finančnim podjetjem, oziroma med konkurenti je tudi za finančne podjetja, za banke. No, to podjetje je bilo ustanovljeno s strani Kitajcev, ki so se priselili v Singapur. In čeprav v zadnjih mesecih je bilo to podjetje pod pritiskom, ampak tudi zdaj je delež strukturi indeksa MSCI Singapur relativno visok, skoraj 10%. Tako da relativno hitro je to postalo eno od največjih singapurskih podjetij, ki tudi usmerja tehnološki razvoj te države. Aleksandar, a bi izpostavil mogoče kakšen primer trajnostnega razvoja v azijskih tigrih? Z določenih vidikov azijska podjetja še vedno niso v ospredju na področju trajnostnega razvoja. So pa tudi zelo, zelo zanimive primere. In naprimer, če govorimo o Južni Koreji, ne moremo pozabiti proizvajalce in razvijalce električnih baterij. Ta segment je relativno dobro razvit v Južni Koreji. Tako da tukaj govorimo recimo o podjetju Samsung SDI, eno od večjih podjetij na tem področju. Tudi LG Energy Solutions, ki se tudi ukvarja z razvojem baterij. Ampak to govorimo predvsem o področju produkta.
Torej, ali obstaja podjetje, ki so se prilagodila z vidika svoje strategije, z vidika svojih iniciativ tem trendom, ki so trenutno prisotne, ki so trenutno aktualne, ki bodo pomembno vplivali na razvoj sveta v naslednjih desetletjih. Bi izpostavil tukaj še eno tajvansko podjetje, ki je izjemno zanimivo. Sicer je to manjše podjetje, ampak še vedno Gogoro. To podjetje, ki se ukvarja z razvojem in gradnjo infrastrukture in tudi proizvodnjo baterij za kolesa, za motorna kolesa. In zelo inovativno podjetje, zelo zanimivo, ki razume, kaj se dogaja in ki svoje investicije usmerja v to smer. Je pa res, kot sem že omenil, mogoče je še vedno pomanjkanje poudarka na trajnostnem razvoju, kar pa verjamem, da se bo z leti spremenilo. Ti trendi bodo prisotni, bodo vplivali na vse države in preteklost je dokaz, da so podjetje iz držav, iz azijskih držav, iz držav, ki jim zdaj rečemo azijski tigri, da so inovativna, da so fleksibilna, da se znajo prilagajati in sem prepričan, da se bodo tudi ta podjetja prilagodila in bomo v prihodnje videli še več podjetij, ki niso samo rastejo, oziroma ki ne izkoriščajo trajnostne trende samo z vidika doseganja visoke rasti, ampak tudi zato, ker dejansko to vidijo kot del svojega poslovanja, svoje dolgoročne strategije in kot eno konkurenčno prednost, kar pa je vsekakor res. Če bi moral izbrati podjetje iz posameznega gospodarstva, ki smo jih zdaj omenjali, azijski tigri, ki je res en lep primer uspeha, katera podjetja na azijskega tigra bi izpostavil? Torej, če začnem spet z Južno Korejo, bi izpostavil Samsung SDI. Ne Samsung. Ne Samsung Electronics, ne. Samsung SDI se mi zdi zelo zanimivo podjetje. Torej, proizvaja baterije, razvija baterije. Po drugi strani je vsekakor zanimivo podjetje tudi Samsung Electronics, ampak če bi moral kaj izpostaviti, samo jedno podjetje, tako je bilo rečeno, to je Samsung SDI. Taiwan Semiconductor. Jaz mislim, da bo to podjetje še več let v ospredju na področju razvoja polprevodnikov in zelo zanimivo spremljati, kaj se dogaja s tem podjetjem. Hong Kong. Tukaj moram priznati, da se mi zdi zelo zanimivo podjetje Tektronix. To je podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo strojev in v zadnjih letih so se preusmerili tudi v proizvodnjo strojev, ki uporabljajo baterije. In ko pa govorim o stroju, govorim o različnih industrijskih strojih oziroma za strojih, ki se uporabljajo pri gradnji. In par primerov blagovnih znamk, ki jih ima v lasti Tektronix in s katerimi sem prepričan, da se je že kdo srečal v svojem življenju. Milwaukee, AEG, Ryobi, Empire, Hoover tudi, Daredevil, Vax. Tako da kar precej strojev, ki jih vidimo, ko gremo v trgovine, proizvaja ravno podjetje Tektronix, sicer ima v lasti več blagovnih znamk. Zdaj pa na vrsti še Singapur in nekako sem že verjetno usmeril pozornost v smer podjetja Si. Se mi zdi zanimivo.
podjetje, ki se res srečuje z določenimi izzivi, ampak to podjetje bi se znalo presenetiti in ima potencial, da spet najde eno smer, eno pot, na kateri je bilo v preteklosti, na kateri je bilo v preteklosti to podjetje uspešno. Sicer zelo blizu je tudi podjetje DBS, oziroma banka DBS, ampak še vedno. Bi izbral visokotehnološko podjetje in to je si. Lepo, da si bil danes z nami, Aleksandar. Hvala, Aleksandar, da si se prelevil v gosta. Upajmo, da se bodo tudi azijski tigri prelevili v leve na področju trajnostnega razvoja. Hvala lepa za vabilo. Moram priznati, da je bilo zelo zanimivo in nenavadno, ko si gost. To je res nekoliko bolj vroče. Podcast, ki ste ga poslušali, je informativne narave in ne predstavlja naložbenega priporočila oziroma investicijskega svetovanja. Je splošne narave in ne more upoštevati posameznih potreb poslušalcev.